Spoštovane gostje in gosti, spoštovani Peter Koren, podžupan občine Slovenske Konjice, spoštovani vsi zbrani. V počastitev 1. novembra, dneva spomina na mrtve, smo se na pobudo krajevne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenske Konjice v sodelovanju z občino Slovenske Konjice zbrali na vsakoletni komemoraciji na grobišču padlih borcev tukaj v Slovenskih Konjicah. Danes je čas, ko se spominjamo umrlih svojcev, znancev in prijateljev, seveda pa tudi padlih junakov, ki so svoja življenja žrtvovali za narodov blagor in pravzaprav utirali pot sedanji svobodni slovenski državi. Naj bo ta današnji kulturni utrinek skromna oddolžitev njihovemu spominu na vse tiste, ki jih ni več med nami, še posebej pa spominu na vse, ki so padli od začetka borbe za narodni in človeški obstanek ter se borili za svoj in naš prostor na zemlji. Pri tem grobu padlim junakom se zbiramo vsako leto, se je med drugo svetovno vojno pri tepanju ugasnilo nekaj mladih življenj neznanih junakov, ki so ljubili svojo domovino in niso razmišljali, da jih lahko na naslednjem koraku čaka smrt. Varovali so orožje, ki so ga za sabo pustili Nemci, ko so bežali pred partizani. Tragično so končali. Ogromno mladih ljudi je izgubilo življenje, da lahko mi danes živimo v svobodi. Krutost človeka do človeka se je izkazala z vso silovitostjo. Nekateri izmed starejših občank in občanov še danes znajo povedati, kakšne strahote so preživljali kot otroci v času vojne. Kolikokrat so bili lačni in prestrašeni, koliko ljubljenih oseb jim je vzela vojna. Na stranicah je za enega nemškega oficirja iz Jablan viselo 100 Slovencev, frankolovskih žrtev. Nekaj dni prej je bilo 20 Slovencev ustreljenih v Zrečah. In prav je, da tega ne pozabimo. Da ohranjamo spomin na te dogodke v poduk in opomin, da svoboda ni samoumevna, temveč da jo je potrebno ceniti in varovati z vsem svojim bitjem. Danes so z nami tukaj dijaki iz konjiške gimnazije. Mladi ljudje, ki živijo v svobodni državi, pod svobodnim soncem, ustvarjajo, se razvijajo, se veselijo in soustvarjajo domovino. Vse to je bilo vzeto mladim žrtvam, ki so pokopane v tem grobu. Kdo ve, kaj v sebi sicer lahko ustvarili. Zato na tem mestu zahvala Gimnaziji Slovenske Konjice in dijakinjam in dijakom, ki danes z nami soustvarjate te kulturne utrinke in pomagate ohranjati spomin na junake naše preteklosti. Luka Fijavž in Ana Kolar bosta v naslednjih minutah med vas prinesla stihe Karla Destovnika Kajuha, slovenskega pesnika, prevajalca in narodnega heroja, in sicer bosta to dva recitala, Večerna meditacija in Jesenska. Karel Destovnik Kajuh, Večerna meditacija. Nocoj sem čisto sam. Zatopljen vase in vse nas premišljam ta usodni čas. Kako je z vami, bratje? Kaj je v vas? Je drugačen kaj vaš obraz? In kri, še vre vam kri po žilah? Morda že jutri bo zaril vihar. Morda bo jutri usekalo med nas. Zato vprašujem, bratje, kaj je v vas? Karel Destovnik Kajuh, Jesenska. Še pomnite, tovariši, kako bilo je sleherno jesen? Kako smo verovali v tistih dneh? Spomladi se vzdramilo v ljudeh. Tako smo vselej hrepeneli. Brez hrepenenja ne bi doživeli jeseni, ki prihaja zdaj. Jeseni, ki ni naša in vendar naša bolj kot vse do zdaj. Od vse povsod, z gora, gozdov, z porušenih domov in iz grobov kriči. Zaupajte, tovariši, verujte! V jeseni tej ni hrepenenja kalna voda, kot divji hrzajoči konj prihaja k nam svoboda.
Naj bo ta recital uvod v položitev venca, v čast in globok spomin vsem pokopanim na tem pokopališču, ki ga bosta simbolno položila gospod Marjan Stramšak, predsednik krajevne organizacije Združenje borcev za vrednote NOB Slovenske Konjice, in gospod Peter Koren, podžupan občine Slovenske Konjice. Prosim. Vse zbrane sedaj prosim za minuto molka, za spomin na vse tiste, ki jih ni več med nami. Slava jim. In sedaj bo vsem, ki počivajo na tem pokopališču, namenjena čudovita pesem, ki jo bo zapela Ema Falnoga, na kitari pa jo bo spremljal Gašper Kušar, oba dijaka konjiške gimnazije. Počiva jezero v tihoti. Hvala za vaš poklon, ki ste ga namenili spominom na vse, ki jih ni več med nami. Naj povem še to, da se je v preteklem tednu delegacija naše občine na čelu z županom, gospodom Miranom Gorinškom, s položitvijo venca poklonila tudi pokojnemu častnemu občanu, ki počiva na ljubljanskih Žalah, gospodu Ivanu Minatiju. Ob zaključku te komemoracije pa bo občinska delegacija venec položila tudi na grob častnega občana, gospoda Ivana Pajka. Želim vam mirne praznične dni, ki so pred nami, preživite jih s tistimi, ki jih imate radi, in z mislijo na tiste, ki ste jih nekoč imeli. Hvala, ker ste bili danes z nami, in hvala, ker se spominjate. Pa lep dan še naprej.